Pozdravljeni v tretji epizodi podcasta MCC vam pove, tokrat z dvema gostoma. S Teodorjem Goznikarjem, namestnikom poveljnika civilne zaščite Mestne občine Celje in pa prostovoljko Anjo Osed. Lep pozdrav obema. Hvala, da ste se nam pridružili. In sicer tematiki, ki je trenutno zelo aktualna, pa ne samo zaradi zadnjih 2 mesecev, ampak čez celotno leto je prostovoljstvo v sredju. In tako smo se že prej pogovarjali, civilno zaščito mogoče premalo poznamo, boljše, da vas ne poznamo, ker pridete na plan takrat, ko so izredne razmere, pa ne samo v času epidemije, tudi v drugih vsakodnevnih dogodkih in aktivnostih. Kaj civilna zaščita počne? Ja, drži. Civilna zaščita se aktivira takrat, ko je aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, to je v skladu z zakonom predvideno, katera področja vse to obsega, se pravi naravne nesreče, epidemije, pa kakršnakoli druga stanja, ki so odkloni v nekem normalnem življenju. Beri tudi strmoglavljenje letala, recimo, ali pa kakšna večja nesreča vlaka, izlitje vode oziroma nevarnih snovi v vodo in tako dalje, pač vse, kar je povezano z varnostjo posledično našega prebivanja. Tako sem že rekla, manj vas vidimo, raje vas imamo. Ja, drži, načeloma je to res, ker takrat, ko je civilna zaščita aktivirana ali na nivoju države ali pa lokalno, pač seveda je nekaj narobe. Kot ste že omenili, se pravi, vsako lokalno mestna občina ima svojo območno enoto. Ja, tako civilna zaščita je aktivirana oziroma formirana na nivoju države, državno poveljstvo, potem na nivoju regije, vsaka regija, se pravi država je razdeljena na določene regije in regije imajo svoja poveljstva, to so zaposleni pripadniki civilne zaščite in pa po zakonu, se pravi, ima vsaka občina, tako mestne kot tudi navadne občine, manjše občine, aktivirano oziroma postavljen štab civilne zaščite. Tukaj pa delujemo vsi pripadniki na vpoklic. Torej, vsi opravljamo svoje redno delo, ko pa pride do vpoklica, takrat pač svoje redno delo zamenjaš za delo v civilni zaščiti. In tudi navsezadnje vključujete prostovoljce v aktivnosti, saj v tem času epidemije različne organizacije, tudi Celjski mladinski center je pomagal pri nabiranju prostovoljcev in Anjo poznamo še sicer od prej, ampak tudi ti si se temu klicu sopomoči odzvala. Že takoj od začetka, kako je bilo pri tebi? Ja, v bistvu takoj, ko je bila neka opcija, da se lahko prijavim, da lahko mogoče nekako pomagam v času vsega tega kolapsa sistema, sem se prijavila na vaši platformi, potem sem se prijavila za pomoč še pri Rdečem križu, preko študentskih klubov, tako da je bil nek spekter, ki vse lahko pomagaš zelo širok, pa dnevi so tekli, lahko pa si delal karkoli 24/7, tako da sem probala izkoristiti čim več tega, kar je. In kako je recimo en dan izgledal? En dan, Teodor me je poklical dan ali pa 2 prej, takrat delimo na primer maske pred občino. Torej, začeli smo ob 9 zjutraj, pa nekje do 11 delili maske. Ob 11 sem zapustila Celje, šla v Žalec, tam razdelila hrano starostnikom in se potem vrnila domov. To je bil nek tak najbolj busy prostovoljni dan. Kar pestro, kot si že omenila, tudi z različnih drugih organizacij pomagaš, seveda ne samo civilna zaščita, tudi Rdeči križ Celje, območna enota Celje pomagajo, pa Karitas, različne organizacije so se različno odzvale temu pozivu, ker v tem času epidemije se mi zdi, smo potrebovali tudi številčno več ljudi, da so se lahko tudi vaše organizirane zaposleni primerno odzvali za naše občane. In vzpostavljen je bil tudi operativno-komunikacijski center znotraj Mestne občine Celje, tako? Drži. Civilna zaščita na ravni občine je formirana tako, da ima, se pravi, vsaka občina svoj štab, tako imenovani civilne zaščite, kjer sta poveljnik, namestnik poveljnika in pa osebe, ki so prijavljene kot člani tega štaba, to so z različnih področij, razni poznavalci po stroki,
In pa seveda, tako ste prej omenili, mi potrebujemo tudi potem prostovoljce civilne zaščite. Zdaj, ali so ti prostovoljci neposredno člani, pod narekovaj, civilne zaščite, a ne? Ali pa potem pozovemo in tako kot je bilo zdaj pač v tem primeru, a ne? Da smo pozvali javno, kjer so se prostovoljci prijavljali, ne? Zdaj jaz bi v tem delu povedal, da je bilo prijavljeno po mojih podatkih 111 prostovoljcev, a ne, tukaj je Mladinski center odigral največjo vlogo, ker ste res nam zelo veliko število prostovoljcev, a ne, suportirali. Potem Zavod 116, kjer sem seveda tudi jaz nekje aktiviran in potem smo lahko iz te baze počrpali, ne. Moram povedati, tu v civilni zaščiti je tako, da vsak v situaciji, ki nastane, a ne samo formalno, tudi neformalno, vsak pozna nekoga in poaktivira ljudi, ne, ker to je najbolj pomembna stvar, da sama osnova mora biti pa zelo organizirana, ne, torej, da lahko poveljstvo razdeljuje naloge na primeren način in potreben v vsaki situaciji posebej, ne. No, tako da mi smo s temi prostovoljci dejansko, kot je Žanja prej rekla, ko smo jih aktivirali, razne naloge pokrivali med pač enem delu razdeljevanje mask, ki jih je Mestna občina Celje ranljivejšim skupinam prebivalstva zagotovila in so jih tudi prostovoljci šivali, ne. Mogoče lahko pa nadaljnje še kaj povemo okoli tega. Predvsem pa smo zelo aktivni bili na pomoči, tako kot je Anja bila v Žalcu, a ne, tem ranljivejšim skupinam prebivalstva z pomočjo, da je naš prostovoljec, hvala Bogu, v Celju aktiviran, oziroma smo potrebovali samo enega, a ne, in se je zelo izkazal v vseh teh 2 mesecih, da je oskrboval starostnike doma, se pravi z hrano iz trgovine in pa za zdravilja, ne. Smo pa imeli dejansko samo enega na dan, moram reči, no, bilo je več aktiviranih, ampak dnevno je samo eden oskrboval. Se pravi, potem ni bilo toliko bilo je, lete, mi ko smo, če se zdaj konkretno na vprašanje potem vaše vrnem, mi smo takoj, ko se je, dan potem, ko se je epidemija razglasila, a ne, se je aktiviral štab civilne zaščite, torej do takrat stvari v civilni zaščiti na nivoju občine, ne, kjer nismo zaposleni, v civilni zaščiti mirujejo, ne. Ko se aktivira nek dokument, se pravi, ko je neko stanje, takrat se štab aktivira in mi smo v tem delu z 19.3. potem aktivirali tako imenovan operativno-komunikacijski center in tudi naš štab civilne zaščite iz naslova, se pravi, poklicne gasilske brigade, kjer je drugače sedež, a ne, prestavili nam v prostore Mestne občine Celje. Operativno-komunikacijski center je predvidel 10 klicnih mest, torej to je bila številka, ki je bila objavljena, na katero so lahko občani potem klicali, a ne, z raznimi vprašanji, z naročili recimo teh ranljivejših skupin, a ne, prebivalstva, da bi želeli imeti pač prostovoljca, ki bo šel v trgovino ali pa v lekarno. In tukaj je tu sta dnevno delala 2 operaterja, ne, ni bilo večje potrebe. Kar je po eni strani dobro. Kar je super, ja. Moram pa povedati, ne, mi smo imeli recimo v teh 2 mesecih smo imeli, v dobrih 2 mesecih, no, vse, ker je nekaj česa, ne, smo imeli približno 2000 klicev, kakšen čez 2 je, no, zdaj statistiko skupaj, se pravi, še dajemo, tako da vam, ampak je 2 pa drobiš, no, če rečeva. Jaz sem bil zaposlen, zadolžen za prostovoljce, redno smo pa delali 3
se pravi poveljnik, jaz kot namestnik in pa svetovalec za zaščito in reševanje, ki pa je zaposlen na mestni občini Celje in je zadolžen za civilno zaščito. Tako da večje potrebe po našem štabu ni bilo, spet hvala Bogu, tako da smo zadevo speljali v sami občini res krasno. No, je pa tako, klici na začetku so bili, se pravi, z vprašanji, kako je zdaj s prehajanji, z vsemi temi odloki, ki jih je država sprejemala. Potem so bila naročila, pa je prišlo pa eno obdobje krize, tako imenovane, ker so starostniki tudi klicali in je bilo kar težko. No. Tudi z vidika verjetno sam pogovora, z vidika psihičnega tako, stanja. Naši operaterji so bili vsi prostovoljci na teh linijah, zaposleni v mestni občini Celje. Se pravi, občinska uprava je pozvala svoje zaposlene, kdo bi želel pristopiti k zadevi in moram povedati, da to sem bil res zelo vesel, ker je, mislim, da nekaj čez 40 ljudi smo imeli prijavljenih, 25 različnih je pa menjavalo se in je skozi delalo na linijah. No in so se srečevali oziroma soočali z tudi psihičnimi težavami klicateljev, predvsem teh starejših, ki niso nekateri niti dojeli situacije, ker zdaj v enem trenutku ti starostniku poveš, da ne more več v trgovino, samo med 8 in 10 uro in je to res za nekoga težek miseln proces. Smo pa na ravni regije imeli pripravljene, se pravi, psihologe, ki jih je zagotovil Center za socialno delo in tako, da so lahko na nivoju občin imeli številke raznih psihologov, da so, mislim, da nekaj se jih je teh starostnikov oziroma pač klicateljev preusmerilo na te strokovnjake. Da so tudi to potrebo po pogovoru in zadostili. Veliko vidikov je potrebnih, ni zgolj samo epidemija, zajezitev samega zdravstvenega problema. Tudi na vsezadnje pohrano, po lekarno za starostnike, ker so prostovoljci velik del tudi nase prevzeli, ampak tudi njih je bilo potrebno zaščititi na vsezadnje in opremiti z vsemi emblemi in seveda. Zdaj, tu ogromno birokracije, ki jo je treba pač, tako začnemo. Imamo prijavo, podpišemo prostovoljsko pogodbo, na podlagi katere je zadeva formalno zaključena v smislu, da obstaja pravni vidik za zavarovanje prostovoljca, etc. In tu začnemo zadevo, potem ti prostovoljca opremiš z znaki civilne zaščite, Rdečega križa, Karitasa in ga pošleš na teren. Tu zdaj v dani situaciji, kot je bila ta, ker je civilna zaščita ni drugih ukrepov kot povzemala kot recimo organiziranje in razdeljevanje osebne varovalne opreme, ki je prihajala s strani države, in pa oskrba najranljivejših skupin prebivalstva. V tem primeru se pravi nosečnice, invalidi, starostniki nad 65 let, rečemo tako, nekje smo se, neko mejo se vedno moraš postaviti zaradi tega, ker če ne, pač ljudje, ki si zamislijo, da pa mogoče pa sami ne morejo ven in pa res lahko aktiviraš veliko število prostovoljcev, pa oskrbuješ celo Celje. No, hočem reči, tako da tu v tem delu je bilo zelo enostavno. Večji problem je, ko pride do nekih naravnih nesreč, ker je točno potrebno določene pripadnike civilne zaščite. Zvidika tudi znanje in veščin, ki posredujejo. Ne vem, zdaj bom izven epidemije karikiral, da si bodo lahko gledalci znali predstavljati.
Tudi širšo nesreč, sliko, kar se tako počne. nesreča na hidroelektrarni Blanka, ne, se najverjetneje vsi spomnimo, ko so tisti čolni potopili, no, ta del je prevzela civilna zaščita z svojimi podplači, a ne. Tako da, tu so potem vodniki službenih psov in Se pravi, širok nabor tukaj strokovnjakov znotraj tudi same civilne zaščite in vaših znanj. Ko je recimo aktiviran državni načrt, oziroma če ne državni, zdaj v tem primeru je bil državni načrt, Ste ga malo vsežimo, 13. marca je bil aktiviran. tako, 12. se je razglasila epidemija, 13. marca je bil državni načrt aktiviran in 31. maja je poveljnik civilne zaščite, republiški poveljnik Srečko Šestan pač ta načrt umaknil, a ne. Tako da z 1.6., z današnjim dnem, je civilna zaščita spet dala vodenje države v roke normalnim situaciji, se pravi vsem službam, ki pač skrbijo za varovanje, a ne. No, hočem povedati to, da ko je civilna zaščita aktivirana, se tudi prenese recimo poveljevanje v določenih situacijah gasilskim društvom. A ne? Gasilska društva so samostojne organizacije sicer, ampak v neki naravni nesreči padajo pod poveljevanje civilne zaščite. A ne? Tako da tu so potem te specifike, ki so. Se pravi tudi dobro sodelovanje znotraj seveda mora biti različnih služb. policije, gasilcev, reševalcev. Tukaj so, to je ta štab civilne zaščite, ki je na nivoju občine in regije potem, višje, a ne, so vsi ti pripadniki, ne, teh struktur, člani teh štabov, ne, ravno zaradi te komunikacije, koordinacije ob situaciji, ki se zgodi. Tudi specifičnih Mnenj in znanj, tako. In kako je pa bilo na terenu pri tebi, Anja? Si imela tudi neposredni stik seveda z osebami, tako pri razdeljevanju mask, kot si že omenila. Je bila kakšna zgodba, ki se te je posebej dotaknila, ali so bile vse bolj ali manj pozitivne? Načeloma so bili ljudje zelo pozitivno naravnani na to, da jim pač nekako priskočiš na pomoč. Zgodbe definitivno so bile različne, predvsem pri razdeljevanju hrane. No, pri maskah se toliko niso ljudje odprli, ker pač to je bilo 5-10 minut, potem pa pač so odšli. Pri razdeljevanju hrane sem imela pa določeno skupino ljudi, ki sem pač dnevno hodila k njim, tako da oni so pa potem dnevno kako zgodbo delili z mano. Definitivno jim je pa pomagalo, da je nekdo prišel tja, da so oni lahko dali določene stvari ven iz sebe, tako da bi se me nekaj zelo dotaknilo, da bi zdaj imela neke travme, tako smo se prej zafrkavali, to ne. Ampak so pa bile take zgodbe, no, ko si jih zapomniš, pa ko še nosiš nekaj časa s sabo, ker so pač močne. In treba tudi omeniti, da ti nisi prostovoljka bila samo zadnja 2 meseca, ampak tudi prej že to verovanje o sopomoči človeka goji že odprej, se pravi, že kar nekaj časa si prostovoljka. Ja, pač, ko se ponudi priložnost. Ne, pač prostovoljstvo je meni pač nekaj takega, kar pač dosti na sebi gradiš, no. Je sicer pomoč tudi drugim, ampak na koncu ti tudi ogromno pač potegneš ven iz vsega tega. Od nekih delovnih navad, delovnih izkušenj, do, ne vem, projektnega dela, vse te stvari pač. Si nek tak stranski opazovalec in vidiš, kako te stvari potekajo in odneseš stvari zraven. Tako da se mi zdi ta oblika prostovoljstva zelo pač tako v redu, no. Naprimer, zdaj v času korone je bila pa še to, da tisti, ko smo večinoma delali kot prostovoljci ali pa ko smo nekako ohranjali to neko delovno noto, ne, se mi zdi, da smo tudi bili mentalno malo bolj stabilni, tako da je še pa ta stran pač pomagala. Pa tudi med vami se splete neka kolegialnost med samimi prostovoljci. Ali nimate dnevno stika z drugimi? Dnevno ni bilo nekega stika, no, je bilo pa tako občasno, predvsem pri maskah, no, tam nas je bila kar ena riža, po domače povedano, tako da, ja. Tudi ene pozitivne zgodbe o prostovoljcih smo tudi videli z medijev, tudi smo Niko je bil eden izmed tovrstnih, treba izpostaviti svoje delo dobro upravo. In so ga ljudje na vse zadnje bili veseli, ko so ga srečali. Ja, Niko je
mislim, vsa zahvala Niku, seveda, ne. Še prej smo pred Nikom je bil en fant Arben, on je delal tudi 14 dni skupaj, a ne. Potem je zaradi nekih osebnih svojih okoliščin pač ni mogel več opravljati tega. No in ko sem jaz videl na vašem seznamu, ki sem ga potem dobil, Nikota so se mi, bom odkrito povedal, kar za svetle učke, no, zato ker Nikota poznamo kot res vsaj Celjanja, ne, kot res krasnega fanta, ki zna te stvari, bom rekel, kar po domače handlat, ne. In ima energijo. Ima energijo in Niko se je takoj odzval. Se mi zdi, da je bil tudi kar vesel, ne, da sem ga poklical in midva sva začela po mojem klicu delati že kar naslednji dan. No. In je šel na teren in od takrat naprej je bil včasih kar malo problema, ne, ko je kdo poklical, pa je operater na drugi strani povedal, da jutri pa žal Nikota ni, ne, pač, da bo prišel nekdo drug, pa so bili klici, ko je rekla gospa, no bi pa jaz pa raj kar kak dan počakala, samo da Niko pride. Ja, Niko je tudi vmes, ko je oskrboval vse te uporabnike, ne, si shranjeval, ti ljudje, ne, so prostovoljcem vedno napisali listek, kaj je treba s trgovine prinesti, ne. Dogovorili smo se, da se nekako nosi življenjsko potrebna, se pravi živila, ne. Po cigarete ne hodimo, ne. In Niko si je shranjeval tudi vse te listke, kjer so mu ti uporabniki pisali, kaj želijo iz trgovine, ne, in jih ima, mislim, da zdaj kar cel zajetni šop že, in bo na to temo tudi v neki bližnji prihodnosti organizirana razstava, kjer bo zgodba, seveda, najverjetneje jo bomo nekako zasnovali na temo covida, a ne, in bo pač to del ene zgodbe, ki jo bo Niko predstavil, ne. Pisal je tudi zgodbe, kratke zgodbice, kako so se mu dnevi dogajali, a ne. Tako da dobimo na koncu evo še en tak prijeten rezultat, en projekt, a ne. Tako da ja, no, pač se nam obeta ena kratka, ena manjša razstavica v teh dveh mesecih, a ne, ki so se zgodili. Ja, tako je, ne, in to veliko govori tudi o tem, kako človek svoje delo navsezadnje opravlja. Je zagotovo, no, Niko je tukaj oddelal, seveda tudi še kdo drug, ne. Ko smo imeli situacijo, da ni bilo prostovoljca na voljo, a ne, sem tudi šel sam oddelati stvari, tako da poznam na terenu te starostnike, a ne. In bi se mogoče navezal na situacijo, ki ste jo prej malenkost načeli, pri Ani, a ne, če ima kako izkušnjo, da je zaznamovala, bom rekel, v tem delu, a ne, se je pokazalo, so se nam zdaj mogoče zasvetli, bom temu rekel, ven, a ne, kakšni posamezniki, ki so bili prej tiho, ne. In v Celju konkretno smo imeli situacijo gospoda, ki je sicer uporabnik formalni prehrane v javni kuhinji, a ne, ampak sam do te prehrane ne more, ne. Do takrat, do pač začetka epidemije so mu jo ne vem kako dostavljali, no, kdo mu je to nosil, ali sosedje, ali kako. Pa ko so te samoizolacije se zgodile, a ne, pa prepoved prehaja, mislim, kaj je zapuščanja domov v enem trenutku, a ne, je gospod ostal brez hrane. In menim, da ta napis, ne, civilna zaščita ni zgolj in samo formaliziran v zakonu, ki ti sicer govori, kdaj, ne, so tvoje naloge nastopijo in kakšne so. Menim, da je potrebno vse deležnike, ki so tukaj potrebni zaktivirati, ne, pa če tudi ni to, ne, zdaj tvoje neposredno delo, ki in meni kot namestniku poveljnika, pa tudi če ne bi bil, a ne, je samo umevno, da bom poskusil situacijo rešiti v smislu, da bom zaktiviral vse službe, ki so za to pristojne in recimo v konkretnem primeru smo z Centrom za socialno delo Celje, moram res pohvaliti, našli rešitev za tega gospoda, da se mu bo
od zdaj naprej, ko civilne zaščite ni več, omogočilo, da bo prejemal hrano. Ta recimo primer v Celju je bil nekako najbolj, tu bi se zahvalil in bi jasno povedal, vse mogoče ne bi bilo slabo našteti organizacije, ki so v tem času pomagale, poleg se pravi same civilne zaščite, ki je nekako usmerjala zadevo in imela svoje prostovoljce. Imamo tu pa Rdeči križ, ki je deloval na dnevni bazi z svojimi rednimi nalogami in še dodatnimi s tem. Mestna občina Celje je v času epidemije, mislim, da kupila dodatnih 500 paketov, ki jih je Rdeči križ razdeljeval preko svojih krajevnih organizacij. Potem je tu Karitas, ki je deloval z svojimi rednimi nalogami in pa seveda dodatnimi. Tu je treba zagotovo, se pravi, pohvaliti dom ostarelih Celje. Oni so prevzeli nekaj novih uporabnikov njihove prehrane, ker ta pomoč na domu je, mislim, da zdaj, kolikor sem jaz spoznal v tej situaciji, kar dosti zasedena in nimajo prostora še, ampak so nekako še vzeli nove uporabnike, da so lahko ljudje, ker je zdaj dejansko bil problem, za hrano, da so jim kuhali hrano in jo vozili. Potem so se pa določene mestne četrti same zorganizirale za, se pravi, to medsosedsko samopomoč, in so oskrbovali določene starostne skupine v teh mestnih četrteh. Najverjetneje je še kdo, ki se je samo aktiviral, a veste, da bi recimo, mi smo oskrbovali v sami mestni občini nekje od 12 do 15 uporabnikov, teh starostnikov, ki se jim je hodilo v trgovine, lekarno in tako dalje. Na dnevni bazi ali v celotnem? V celotnem časovnem, dnevno je nekje 1 do 2 na dan, tudi 3, ampak poredko. Mislim, da je pri 50.000 prebivalcih tega zagotovo bilo več. In da so se med tako, točno tako, jaz mislim, da tako, sosed sosedu, zagotovo so po enih mojih podatkih tam imam, da so se določena športna društva aktivirala, tudi gasilci, ampak dobro, to so stvari, ki niso prišle do nas, sem pa siguren, da na terenu obstajajo in so si ljudje en drugemu pomagali. Tu je posebej še potrebno poudariti eno zadevo, ki se je reče, da na začetku same epidemije se nam je pokazala situacija, da smo imeli problem z otroci, ki so prejemniki oziroma tako moram reči uporabniki brezplačne šolske prehrane. In tukaj je potem pristopila osnovna šola Lava z svojo kuhinjo, se pravi v tem delu. Tudi, bom rekel, prostovoljci, ker takrat pač niso bili v službi, ampak so bili aktivirani in so pristopili v situacijo, da smo lahko tem, se pravi, otrokom je občina poskrbela, da se je tem otrokom razdeljevalo na dnevni bazi hrano. In tukaj je potem pristopila osnovna šola Lava z svojo kuhinjo, se pravi v tem delu. Tudi, bom rekel, prostovoljci, ker takrat pač niso bili v službi, ampak so bili aktivirani in so pristopili v situacijo, da smo lahko tem, se pravi, otrokom je občina poskrbela, da se je tem otrokom razdeljevalo na dnevni bazi hrano. Ker drugače je to zagotovljeno v času normalnega življenja, vsaka šola posebej zagotovila.
javna kuhna je delovala normalno. Ne. To je pa mislim, da zaenkrat na hitro, ko se spomnim, kar nekog cela celota, no, osebno. Veliko prostovoljcev, individualnih oseb, ki so pristopili, za katere izhod sploh ne vemo, da so pomagali, do največjih organizacij in struktur, ki ste ključni bili v soočanju s to pandemijo. Pa je mogoče še eno vprašanje. Zasledila sem, da je leta 2017 bil izdelan načrt oziroma protokol o ravnanju pandemije, mogoče nisem strokovno prav tega naslovila. Sedaj ste imeli to priložnost v praksi ta protokol, načrt izvesti. Je bilo pomembno, da ste imeli, nujno, da ste imeli ta dokument predčasno izdelan, oziroma ste v teku dejansko na terenu opazili, kaj bi bilo pa treba načrtu dopolniti, spremeniti, zdaj pa imate realne izkušnje? Za vsako stvar so narejeni načrti, zaščite in reševanje in so nekje zelo eksplicitni, nekje pa pač ne. Tako da, jaz bom zdaj rekel, za primer, če se spet Bog ne daj, zgodi še kakšna stvar, kot pravijo drugi val ali pa še karkoli drugega, smo mi zagotovo pa zdaj v Sloveniji zelo pripravljeni na zadeve in se jasno ve, kaj in kako se povzemajo ukrepi. In kdo in kdaj in v družbi dobrih prostovoljcev in vas civilne zaščite premakati vam, mislim, da vsi rečemo najlepša hvala za vse, kar delate. Jaz sem pozabil še omeniti, v tem delu, ki recimo v takih načrtih stvari niso predvidene in se jih sproti naučimo, v tem konkretnem primeru je bilo zdravstvo, in naši prostovoljci, se pravi civilne zaščite Mestne občine Celje, so sodelovali tudi v zdravstvenem domu. To mislim, da je celo si bila še aktivirana ene parkrat, tako da smo poleg razdeljevanja zaščitnih mask, in bom zdaj povedal, ki so jih v večini zašile učiteljice vrtca Zarja. Potem je Mestna občina Celje sama nabavila, mislim, da okoli 650 pralnih mask, ki so bila razdeljena med občinska javna podjetja in pa tudi te ranljivejše skupine prebivalstva, ki so hodile k nam. Pa še nekaj posameznikov je nam darovalo te pralne maske, tam je šivalnica poleg občine, je pri vsakem razdeljevanju gospa prinesla, mislim, da 120 maska. In poleg razdeljevanja mask in te oskrbe starostnikov smo sodelovali tudi v zdravstvenem domu. Po 2 naša prostovoljca dnevno, na vsakem hodu eden, ki je usmerjal paciente, ki so prihajali, oziroma obiskovalce zdravstvenega doma, skrbel za neko to varnostno razdaljo, pa pač te zadeve. Tako da, tukaj prostovoljci načeloma res na raznih področjih lahko pristopijo, ko je situacija. In jaz sem zelo vesel in zelo hvaležen za čisto vsakega, ki se je prijavil na naše pozive, pa ali je bil aktiviran ali pa ne, in se res vsem iskreno zahvaljujem tako v imenu Mestne občine Celje, kot v imenu civilne zaščite, pa nasploh kot občan, kot človek. Prejemnikov na drugi strani, ki so z tega tudi imeli veliko dobrega. Najlepša hvala obema za en iskren pogovor, da tudi iz vajinih zgodb slišimo, kako je izgledalo na terenu. Upam, da predvsem vas ne vidimo še kar nekaj časa, ali pa mogoče samo na kavi v dobrem vzdušju, ne pa v vaši zaposleni formi. Še enkrat najlepša hvala obema, vsem prostovoljcem, vsem organizacijam, kdorkoli se je na kakršnikoli način odzval pozivu za prostovoljstvo pri izdelavi mask ali navsezadnje mogoče samo s pogovorom z sosedom v tem času. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Naslednji podcast, 4. epizoda, kmalu. Se vidimo.